Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do parlamentarnih volitev je samo še 94 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Bilečanka. Domovina, kjali so, da krivi smo zločina, čuje se koraka po kamenju hercegovskem. Pesem, ki jo poje bivši predsednik Milan Kučan s prijatelji, vidnimi Slovenci, je nastala leta 1940 v koncentracijskem taborišču v hercegovskem mestu Bileča, kamor je tedanja jugoslovanska vlada od januarja do novembra tega leta zapirala politične nasprotnike, večinoma komuniste. Napisal jo je Milan Apih, učitelj iz Celja, na kar jo je v srbo-hrvaščino prevedel Todor Vujesinović. Zaporniki so jo peli, ko so hodili po mestnih ulicah, in Bilečani so se je naučili ter jo širili dalje. Tako je pesem zapustila taborišče še pred zaporniki. Sedaj pa se lotimo 72. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali virus v družini, kako korona vpliva na partnerske odnose. Družba se je, morda celo nepovratno, korenito spremenila. Kako epidemija vpliva na partnerske odnose in odnose nasploh, bomo vprašali našo posebno gostjo, dr. Katarino Lijo Kompan-Erzar, in našega stalnega komentatorja, dvojnega magistra Romana Vodeba. Katarina, Roman, toplo pozdravljena. Dobro večer. Lep pozdrav. Katarina, če se strinjate, bi midva začela. Rekel sem uvodoma, družba se je korenito spremenila, pa najprej za vas vprašanje, kakšne družbene spremembe ste recimo vi opazili v tem času, kar traja epidemija? Jaz bi najprej tako rekla, da mislim, da se družba ni korenito spremenila, da smo pa lahko korenito opazili določene mehanizme, ki so sicer lahko malo bolj skriti, ne ukim očem, ne. In tisto, kar se mi zdi dragoceno pri tej epidemiji ali pa pri načinu, pri temu, da je možno en tak proces spremljati, mogoče precej boljš, kakor bi bilo desetletja nazaj, je to, da končno lahko vidimo tiste stvari, ko smo vsi slutili, da obstajajo, pa mogoče do zdaj še nismo upali tega reči. Prva stvar je recimo, da lahko končno vidimo, da odnosi niso nekaj toliko zelo kozmetičnega, pa toliko zelo marketinškega, kakor se skuša ali pa se skuša dostikrat prikazati, ampak da so eno globoko bistvo, ki če se ljudje v odnosih ne morejo nahraniti, potem se zelo, zelo, zelo težko soočajo prvič z vsako stresno situacijo in drugič z negotovostjo. In se mi zdi tisto, kar je najbolj človeškega, najbolj rečemo duhovno, čustveno pomembenega, je to, da ljudje lahko kreiramo stvari, da lahko v odnosih res kreiramo iz trenutka v trenutek. To pomeni, da z veseljem sprejmemo negotovost ali pa neznanje, da se hitro učimo, da smo fleksibilni, da se znamo povezati, da znamo vsi skupaj se drug od drugega učiti, drugega, rečemo, spremljati, se odziva drug na drugega in s tem videti najprej svoje potrebe, svoje omejitve, svoje hrepenenje, svoje strahove, svoje želje in skupaj s vsemi ostalimi ustvariti pogoje za res hitro odzivanje na take spremembe ali pa za eno sprejemanje situacije, kot je bila covidna. In se mi zdi, da tam, kjer so kjer smo se prej lahko nekako zasvojili ali pa zastranili svoje oči pred tem, kako dobre odnose imamo, zdaj tega nismo mogli več delati. In je prišlo zelo močno na dan, koliko manjka v starševstvu enega stika, koliko manjka rekla, te globoke, spontane pa čustveno močne povezanosti tudi v parih. Meni je bilo tako na začetku epidemije, ko se še zbirali vice, pa smo mislili, da gre za heca, ne. In mi bo všeč tisti vic, ko se pogovarjajo, ne vem, en mož razlaga, reče pismo, sem zdaj že toliko časa doma, pa sem se pogovarjal s svojo ženo, sem ugotovil, čisto simpatična ženska je. In jaz mislim, da je, da mi smo zgubili ali pa se nam je dal se nas je dobro iz odnosov ven potegniti in nas nafutrati z eno fast food hrano,
kjer so ljudje se bolj ukvarjali s tem, kako izgledajo, pa kako pravilno komunicirajo, pa kako, ne vem, se slikajo na pravih mestih, kakor bi se sploh vprašali, kaj odnosi sploh so. In se mi zdi, da če bi se družba korenito spremenila zaradi te epidemije, bi bila zelo vesela. Če bi se spremenila v tisto smer, ki je v bistvu taka dolgotrajno negotova in tudi na momente smrtno nevarna situacija, ali čustveno, ali fizično, ali finančno, kakorkoli, prinese. Mislim, da bi bilo to ena zelo dober korak naprej za celotno človeštvo. Mislim, da se ne bo korenito spremenila, smo morali pa korenito se soočiti z določenimi stvarmi, ki upam, da jih bomo znali malo drugače artikulirati, pa se malo drugače z njimi spopadati zdaj, kakor smo se prej. Vsaj si nehati zatiskati oči pred njimi. Zdaj, Roman, čeprav razumemo Katarino, ona na nek način pravi, da so nas maske razgalile, ne? Čeprav nam zakrivajo obraz, ampak a smo zdaj še v tej fazi, po tvojem mnenju, ko so nam partnerji simpatični, ali imamo že poln kufer vsega? Zdaj, tisti, ki živijo v blokih, ne, ki imajo tam 50 kvadratov, so tisti karanteni kar fejst nasrka, no, ker vem, da so mi tarnali, pisali vprašanja, celo terapirati hodili, ne, to patologija iz primarne družine ven vseka, ne, o primernih sprožilcih in dva, ki si greta že tako malo na živce, po enih 10-20 letih zakona, potem to lahko hitro eskalira do enormne neke napetosti in pol se skregajo na smrt in včasih tudi ni vrnitve, ne, to pa je 30% so odvetniki imeli te ločitveni, imeli več dela po tem prvem, drugem, tretjem valu, ne, tako da ni tako enostavno. Za mene sicer je ta COVID kriza balzam za mojo radovedno dušo, jaz rad študiram sociologijo o norosti, ne, mislim pač, med drugim sem tudi magister sociologije kulture in ta norost, ki se zdaj uprizarja, predvsem ta anticepilci, pa te zarotniki, ne, te so, zaposlušaš to se nasmejiš, eskalira pač ena patologija, te kognitivne disonance ali pa distorzije, nekateri v objemu te stiske ali pa ko ne poslušajo teh avtoritet, to ven padejo čist, to ima logiko tako podivjano, da če si ne pripravljen, to sam gledaj, čudi se. Mislim pa, da kar se tiče pa posameznih teh duševnosti raznih patronov, pa recimo kmečkih bunk, kot je moj simpatični izraz, ne, te se pa znajo pa tako sesut, ker ko je bil potres v Petrini lansko leto enkrat, ne, so rekli, slabo grajene hiše so se sesule. V krizah se pa slabo grajene duševnosti sesuvajo in ljudje imajo krizo, tesnobnost, depresijo, ne vejo kako bi, kaj bi, ali pa neki vrli psihologi včasih rečejo, mladina, pedopsihiatri imajo delo, klinični psihologi, ne, pa krivijo recimo mogoče ukrepe, pa šolo, recimo, da je nadaljavo, ne. V resnici gre pa za neka disfunkcionalno primarno družino, ki je otrok doživel v prvih 3, 5, 6 letih svojega odraščanja, potem se pa kot najstnik začne pa res sesuvati v tej krizi. Ampak ne toliko zaradi ukrepov pa šolanja nadaljavo, ampak zato, ker ima psihični fundament iz primarne disfunkcionalne družine porušen in pa se mu to ob teh triggerjih, in ta kriza pač je nek trigger, se mu psiha začne sesuvati, ne. Če bi se mojim otrokom začela psiha sesuvati, bi se jaz pač kot oče spraševal, kaj sem jaz zdaj delal narobe v njunem otroštvu, da mi psihično ne zdržita v teh težkih situacijah. Normalen človek zdrži, ker zdaj mi še nismo imeli težko situacijo. Sam dvomim pa, da bo tu zdaj konec krize. Jaz mislim, da pride še kak 6. val, ne? In če bo to trajalo pa 3 leta, potem se bo pa treba neki strateško drugače lotevati tega covida, ker ta medicinski vidik je eden od vidikov. Psihološki, sociološki, filozofski, ekonomski. To so tudi drugi vidiki, ki jih je treba, medicinska stroka jih mora upoštevati. Oni pa sam ta virus vidijo. Zdaj se mi zdi, sta zelo raznoliko sliko za začetek narisala, ne. Katarina, vi pravite, to je super, če bomo, ne, ostali v tem stanju poglobljenih odnosov, bolj iskrenega čustvovanja, bolj povezani, pa to Roman prav, da se nam bo vsem zmešalo, ne, če bo še kakšen dodaten val. Kaj je zdaj močnejše, kaj bo zdaj prevladalo? Je to odvisno zdaj pač od konkretne družine, od posameznikov ali od neke družbenega položaja, v katerem je kak človek, od mogoče širšega okolja, v katerem kdo živi,
kaj so tisti dejavniki, ki najbolj vplivajo na to? Jaz bi tako rekla, da gre za preplet vseh teh dejavnikov. Dokler se bomo mi slepili glede tega, da je en vzrok pa ena posledica, bomo zelo težko razumeli na to kompleksno situacijo, kakor je ta. Mislim, da treba razumeti in to duhovno izpraznjenost družbe, hkrati eno, bom rekla, čustveno neopremljenost, po drugi strani strah, potem tudi eno nesposobnost žalovanja, pol eno togost v prilagajanju razmeram in vsaka od teh stvari doprinese nekaj svojega. Jasno, da če imaš zunanje okoliščine težke, bojo ljudje, ki so v idealnih okoliščinah funkcionirajo, v teh pač ne bojo, ker bojo zahteve po hitrosti razumevanja pa ene fleksibilnosti pa kreativnosti bistveno prevelike za njihove trenutne zmožnosti. In temu pa rečemo kriza. Zdaj, jaz ne bi rekla, nekdo je boljše opremljen, nekdo je slabše opremljen, nekdo ima družino, ki mu bolj lahko nahrani ali pa kompenzira tisto, kar v družbi ni bilo možno, tudi to recimo vprašanje socialnih stikov. Jasno, da za mladostnike, za otroke je to, kakor da ga stradaš. Ljudje rabimo socialni stik, to je dejstvo. Ampak mi smo rekli socialni stik stvarem, ki sploh niso bili socialni stiki. Eno visenje skupaj in blebetanje v prazno, to ni socialni stik. Je včasih bistveno bolj pomemben socialni stik, to, ko z nekom se ne razumeš, ko se starši ne moreš zmeniti, ko z vrstniki iščeš eno pot. In tisto, kar se mi zdi, da kot družba včasih res pozabimo, je to, da vsi skupaj lahko naredimo vse, vsak posebej ne more narediti nič. In če gremo zdaj, medicina je to, oni so tako, psihologi so taki, starši so taki, spet drobimo in v tej negotovosti delamo od točke, kjer bi vsak poskušal narediti nekaj boljš, kot je prej. Ampak to ne bo prineslo vsote. Mi moramo s tem, kar nimamo, narediti nekaj, česar še ni. Pomeni se soočati sproti in videti, da če danes moj otrok rabi, da ga poslušam, ga bom poslušala. Če bo jutri rabo, da ga spodbudim, ga bom spodbudila. Če bom videla, da jaz tega ne znam, bom pogledala, kako si lahko pomagam. Pomeni, jaz bi si zelo želela, sej ponovadi je vedno tako, da človeštvo, če ne pogrunta, je pa prisiljeno to narediti. Včasih, mogoče zdaj bomo kaj naredili neprisiljeno, bi zelo si želela, da bi začutili, koliko močno smo avtomatično mi povezani med sabo. Jaz se malo z nevropsihologijo ukvarjam in bolj, ko gledaš možgane, bolj je jasno, da so te stvari globoko vtisnjene v naš organizem. In če bi ljudje lahko čisto preprosto se odzivali iz tega, kar je bolj prvinsko od strahu, pomeni, če bi res lahko izkoristili naš socialni krogotok, to je edina vrsta na svetu smo, ki ga imamo, opice ga nimajo. Če bi začeli ta način krepiti, to pomeni, krepi se prek socialnega stika, prek očesnega kontakta, enega tazga čustveno varnega odnosa, potem bi avtomatično se že telesno, organsko znali obrniti drugemu na tak način, ki bi nas spontano povezal. In pa bi bilo bistveno lažje in bi kup stvari odpadali. In bi tudi terapeuti, psihologi lažji z manjšimi, bom rekla, napori veliko več prinesli družinam, ki bi dogradile tisto, kar še nimajo. Vseeno moramo iti zdaj malo prisiljeno na krajši odmor, ampak ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kakšni so odnosi med nami v času epidemije. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno dr. Katarina Lija Kompan-Erzar in Roman Vodeb. Pogovarjamo pa se o tem, kakšni so odnosi med epidemijo. Roman, predno smo šli na oglase, smo ostali tam, kjer je Katarina nama razlagala, kako je zdaj v bistvu preplet teh dejavnikov, ki vpliva na to, kaj se nam dogaja v teh medčloveških odnosih. Kaj pa recimo odnosi do drugih, do tistih, ki niso naši družinski člani, prijatelji in tako naprej. Se mi zdi, se neko nezaupanje zdaj splošno vzpostavilo do ljudi, posebej do tistih, ki jih ne poznamo. Recimo pač ta zdaj bližina že telesna, ki je zdaj primerna, neprimerna, se mi zdi nekako tako z rezervo, s strahom stopamo v te odnose. Se ti strinjaš s tem? Jaz sem tak bolj velik ego, me to tukaj ne prizadane. Me pa prizadane, če moji prijatelji ali pa moji sosedje
recimo jaz, ki spoštujem zakone, ne, pa ubogam ukrepe, pod katerimi je pa pač podpisan Janša, se pravi nekdo iz uradno drugega pola, ne. In pa se dobimo tam, pijemo, pa mi tam en sred pijanke reče, ti si pa za Janšo. Sem rekel, ne, jaz sem za ukrepe, jaz sem za medicinsko stroko. In pol, recimo, pride sosed k meni, pa začne upiti na mene, da jaz Janšo podpiram. Mislim, jaz podpiram tistega, ki vodi to državo. Ali je bil Šarec, ko je bil, sem ga podpiral. Zdaj, ko je Janša, ga podpiram, ker nekdo mora to družino, se pravi, življenje v državi je simbol življenja v primarni družini. Boš tudi Roberta Goloba podpiral? Lej, jaz bom rekel Robert Plant, Led Zeppelin, frizere ga bom te prvo poslal. In sej ne bo prišel, ker zdaj je Lebana tam nekje angažiral, oziroma nima svoje stranke. Lej, on sploh ne more biti levičar, ker ima enormno plačo. In če to levičarje ne vejo, pol se naj, ne vem, v šišota zabijejo. Okay. Pravim, da tudi znotraj družine, recimo, ne, jaz sem 2-krat cepljen, nihče doma pa ni cepljen, ne. Vse so vsi pa tudi že preboleli, oziroma en sin še ima ta COVID, ne. Pač, dajte pejte se scept, ne, oči ne grem. Oči, pust me, ne grem. Ne. Tina se tudi ni cepila. Oni niso za Janša, ne, pa se ne gre cepiti. Bojim se, da obstaja določena nezavedna jedra. Ko nekdo, ki je levičar, ne, samo zato, ker je nek desničar, pač Janša je na oblasti, spodbija celo ukrep, ki ga medicinska stroka diktira. Ne. Ampak sam neki Roman, sam da razčistimo, ne, se mi zdi to pomembno vprašanje. Tvoja otroka sta športnika, sta zelo fit, pa to fizično. Mogoče pa mislite, da ne rabita se iti cepiti posebej, če sta preboleli. Zakaj misliš, da je to odnos do Janše? Jaz ne verjamem, da tvoja 2 otroka imata tako negativen odnos do Janše, da se zaradi Janše ne greta cepiti. Lej, mi načeloma doma smo kao levičarji, ampak jaz sem glas razuma, sem konzervativen zaradi psihoanalize. In recimo, če kak levičar, pa sem cepljen, pa tudi je Janša. Ja, jaz sem se pa cepil, lej, 12. marca 20 sva z normo tukaj imela prvi faktor v tej korona krizi. Jaz sem rekel, da človek zboli v glavi, imunski sistem se gradi v glavi. Kje bom jaz od covida krizo s tem egom, pa s to samozavestjo jaz zbolel? Ampak jaz ubogam sistem. Jaz sem šel 2-krat cepiti, pa 3. bom tudi šel, zato ker se moramo nekoga, ki ima vajeti v rokah, ki ima neko znanost. In to govorijo tudi, recimo, Golobič, podpira znanost, Saša Dolenc, recimo, znanstvenik, filozof, podpira znanost. In zdaj, če to znanost pač ima NIJZ, nad katerim je vlada, ki je desna, normalen človek se bo držal nekega protokola, ki ga oče, poglavar družine, države, vodi, ima vse pod kontrolo. Mi ne moramo iz nekega nezavednega, to ne delam jaz, niti moja družina, ampak z nezavednega jedra ti petkovi kolesari spotikajo vlado, ne vem, razni kulturniki. Drgam si nazaj, Roman, odpeljal se bojim. Jaz sem te vprašal, kako vstopamo v odnose s tistimi, ki jih ne poznamo. Ti si pa zdaj šel na kolesarje. Čakaj malo, bo Katarina nadaljevala, ker prosim, da je tole. Zdaj sem, ne vem, prekinila, ampak ne, to sem hotela reči, da če gledamo celotno to situacijo covidno, od prvega do tega trenutnega vala, se tako lepo vidi, kako je šel lepo proces žalovanja. Pomeni, v prvem šoku smo bili še tako nekako, smo poskušali narediti čudež. Smo rekli, to je en šprint, dajmo se potruditi, smo tekli maratone na balkonih in igrali glasbo in ne vem kaj, ne. Potem, to je tisti šok začetni. Potem je prišlo zanikanje in se mi zdi, da kadar se, zakaj vedno politika tako prav pride pri vsaki krizi, v katero pridemo, in zakaj se politika vedno poslužuje kriz za to, da ohranja svojo moč, je preprosto zato, ker v tem obdobju zanikanja smo rekli, lej, COVID bo zginil, če bomo zamenjali vlado. In nekdo, ki je politično zvit, bo to porabil za to, da bi zamenjal vlado, nekdo, ki je pa toliko krčil in v zanikanju, da noče priznati, da mora nekaj spremeniti, se bo pa raj s tem ukvarjal, kakor da bi se ukvarjal, s tem se vcepil, se ne bo, kako se bo obnašal, bo zdaj pravila razumel, jih ne bo razumel. A ne pomeni to obdobje zanikanja, kjer je kup tehle raznih oblik vedenja se razvil, ki zdaj se nam zdijo že malo smešne ali pokvarjene. Naslednja faza je bila potem jeza. To je še takrat, ko se najbolj okrepilo, pa lih poletje je bilo pa tako dobro obdobje za se upirati okrog in za govoriti, kaj vse je narobe, zato da ti ne bo treba nič spremeniti.
in se sooča s tem, da zgubljamo nekaj zelo, zelo velikega in to so odnosi, ki sploh nismo vedeli, kaj so, dokler jih nismo zgubili. In potem po tej jezi, ko se tudi jeza izčrpa, ko konec koncev ne moreš se sam dreti, kaj vse ti ni prav, ne, in menjavati vlado vsake 5 minut, ampak enkrat moraš sprejeti, da življenje teče naprej in da ima določene zakonitosti, ki niso odvisne od tvoje dobre volje in tudi niso odvisne, in da ni od naše dobre volje odvisno, a virusi obstajajo ali ne obstajajo. In če se ne obnašaš kot virus, ki sam parazitira na nekom, če ne je pa mrtev, potem preprosto greš v naslednjo fazo, ki je, rečemo, ta depresija, žalost, obup, ki ima lahko eno zelo, zelo dobro držo, pomen, kjer se res sooča s tistim dnom in reče, zdaj pa, da vidimo, kaj je ostalo, zdaj pa dajmo res stopiti drug do drugega in pogledati, kaj je onstran vsega tega površinskega divjanja. In skozi to žalost in bolečino se potem pride do ene poglobitve. In jaz mislim, da velik del ljudi bo šel skozi ta proces, velik del odnosov bo šel skozi ta proces. Jaz recimo vidim eno stvar, ko me izredno žalosti in to je, koliko mladostnikov pomeni srednja šola, začetek faksa, konec osnovne šole. To je obdobje, ko bi v bistvu nekako se daljše od staršev dobiti tisto, kar rabiš, zato da čustveno preživiš, pa duhovno. Koliko teh otrok samih želi prihajati na pogovore, s tem neka terapija, neka temu pogovor, zato ker preprosto nimajo nobenega močnega ali pa dovolj močnega odziva doma. In jaz prek teh otrok vidim, koliko potenciala je z v bistvu majhnimi sredstvi ali pa samo s pogovorom, samo s tem čustvenim stikom, koliko veliko se da narediti, zato ker te potrebe po eni globini, po pripadnosti, po povezanosti so močnejše od uporništva, jeze, enega hlepenja po moči ali pa ene konfliktnosti, ki jo ljudje tudi doživljamo, jasno, ene stiske. In se mi zdi, da tukaj nam ti mladi ljudje kažejo, da tele naše stare finte so premalo za to, da bi lahko življenje šlo naprej. In jih bomo morali slišati, če ne nam bojo zdrsnili v depresije, bomo začeli njih zdraviti, zato ker se sami nismo pripravljeni soočati s tem, da se dogajajo stvari, nad katerimi nimamo kontrole in zahtevajo od nas, da se mogoče soočimo s tem, kaj nas boli, kaj mi izgubljamo, kje se čutimo nepripadni, kje smo žalostni, kje smo prazni, kje smo neizpolnjeni in da začnemo iskati nekaj globljega. In jaz mislim, da ta nekaj globljega gotovo ni moč, denar in prestiž, ampak je stik, ena duhovna globina, smisel, kreativnost, predvsem kreativnost in potem tudi ena lepota odnosov, ki so res na eni svobodi pa pripadnosti osnovani. In tukaj se mi zdi, da je to prostor, ki se zdaj odpira ali pa ki nastaja, je prostor umetnosti. Umetnosti, glasbe, lepote, narave, take stvari, ki so ves čas nam na dosegu roke in ki na najbolj žlahten način kažejo, kaj je položeno v človeka, če se je pripravljen s tole bolečino, z izgubami, žalostjo, stisko soočati in iti skozi in iti naprej. Če se jaz vrnem, prej si rekel, Aljuš, da ti drugi, ki jih ne poznamo, kako z njimi stopamo v interakcijo. Jaz sem zdaj pa nek indikator, koliko je kdo kaj moralno razsoden. Jaz načeloma delim ljudi na konzervativne pa liberalne, oziroma te liberalci so lahko tudi anarhisti. Mene zelo zanima v teh časih, kako se spopadajo s temi ukrepi, oziroma ali ima masko, ali nima, ali se drži nečesa, ukrepov. Jaz mislim, da zdaj se moramo mi držati enega protokola in ko jaz stopam z drugimi v kontakt, me samo zanima, ali je kultiviran, ali se drži nekih norm, ali je spoštljiv tudi do drugače mislečih. Ne da te tam napada, ker sem jaz, recimo, spoštujem ukrepe in sem tarča napadov. Čeprav te drugi me tukaj ne zanimajo, mene zanimajo ti moji ožji prijatelji ali pa družina, nek se doma, nekateri se na smrt skregajo v primarni družini, zato ker je eden anticepilec, drugi pa spoštuje ukrepe. In se družine kregajo, te drugi niso tako pomembni. In zdaj ta
neka, bom rekel, pridiga, pa lepo govorjenje. Mene skrbijo v teh kriznih časih jokerji. Po domač povedam psihopati, če gledamo tisti film Joker, ta patologija pri ne tako majhnem procentu ljudi bo ven usekala. Se pravi, enih 10% po statistiki je motenih osebnosti. Te se bojo v krizi profilirali oziroma bo šli smetiti po družbi. In mene skrbi, ali pa tudi jezime, zato ker te jokerji ali pa te, banalno rečeno, te norci pride toliko do izraza, da za seboj potegnejo še ovce. In potem na Celovški cesti 10.000 ljudi paradira po Celovški cesti, ne na enem zbirnem mestu za proteste. In pa pride tam nek en Stevanovič, en Troha, ti disidenti, ki rušijo aritmetično sredino prijetnosti življenja, svojo patologijo, svojimi ekscesi. Mi moramo zdaj skupaj stopiti in moramo to na preudaren način narediti, z razsodno močjo. Tudi v družinah mora oče po misu sekati, pa reči, zdaj pa ne bomo srali, takole bo. Oče kot glas razuma. Ena žena, če ni preveč zbegana, mora tega očeta poslušati, ker v krizi je treba imeti testosteron oziroma jajca, pomisel sekati, pa zastaviti eno družinsko politiko, ki mora biti znosna znotraj ukrepov. Jaz se bojim, da tukaj šepa družinam, da tukaj se vsi doma že črtijo, kaj šele na ulici, pa med sosedi pa tako naprej, med prijatelji. Zdaj se delimo ne leve pa desne. Med cepilce pa anticepilce, pa še zarotniki so pri anticepilcih. To je čist preprost način, kaj naredi strah. In jaz mislim, da če mi damo preveč moči nekomu, ki iz ene stiske strahu, ki jo rešuje z eno pretirano gotovostjo, rečemo, kjerkoli smer, nismo nič pametnega naredili, če zdaj mi njega tolčemo. Ker tisto, kar je temelj take drže, je strah, en globok strah, ki se ga ta oseba mogoče niti ne zaveda in ga na ta način nekako poskuša zamegliti, zato da si daje gotovost v situacijo, kjer je popolnoma zgubljena, popolnoma prestrašena, brez kompasa in se oprime pač prve bedarije, ko mi pride. In se mi zdi, da to, da mi, če tolčemo množico, ki strah potem na ta način poskuša zventilirati, nismo naredili ničesar, ker ta množica, če kaj je večina teh ljudi, ki je res eno pripadnostjo tja hodila, konec koncev, so želeli čutiti, pripadni smo, skupaj smo, imamo eno skupno vizijo. Tudi, če so imeli vsak svojo idejo, kaj bi ta vizija bila, ampak je bilo en prav tak, bom rekla, sunk v to, mi hočemo se skupaj tišati. In jasno, da potem to se da uporabiti za marsikaj. Ker pa situacija traja dovolj dolgo, je ena stvar, ki jo psihopati nimajo, je to, da nimajo vztrajnosti. Nimajo toliko dolge vztrajnosti, kakor je lahko ena resna biološka situacija, ker ta COVID to je biološka situacija, ki jo lahko prinese. Tukaj pa psihopatija ne more toliko časa vztrajati. Tudi straha nimajo glih psihopati, ampak bom rekel... Ne zaznavajo ga. Lansko leto ali pa leto pa pol so se našli nekateri, recimo Marko Potrč je šel na Švedsko, on je totalno zanikal obstoj virusa, češ da to je pa vse skupaj nič, kaj imamo sploh te ukrepe, jaz sem pa dal neko psihoanalitično interpretacijo, sem rekel, tega človeka je globoko v sebi tako zelo strah, da zanika kruto resnico. In to je obrambni mehanizem, obračanje v nasprotje. On se je ven metal, utajil je strah, tako kot tisti fetišist utaji tisto grozo, ki jo vidi. In pol sam sebi laže, to je obrambni mehanizem, ampak nekateri ljudje so pa dejansko prestrašeni. Tudi dajo tiste maske gor, pa daš pa masko gor, pa še obmolkneš. Dejansko ima maska tudi recimo nek negativni učinek, da te zaduši, da si utišan si. To je stranski učinek maske, ampak to ni skrbno načrtovan cilj. Ker obstajajo pa te neki influencerji, ki perejo narodu možgane, svojo neko ranjenostjo, in mi si sistemsko ne znamo lotiti teh influencerjev, ki smetijo tako po družbi, da jaz sem bil non-stop na bloku imel na Facebooku, pa sem zelo za svobodo govora. Ampak v teh časih se mi zdi, da norci ne smejo priti do besede. In to je nek zelo, ali pa celo sem takole rekel, mi rabimo diktaturo, zato da pridemo ven iz krize. Ker ta anarhizem, pa ta svoboda, pa svoboda govora, pa svoboda ne vem česa,
Mislim, tam je bila tam ena influencerka, marca lani, ni karantene, ne bomo se držali, smrkla je bila neubogljiva do svojega fotra. Govorimo Damjani Bakarič, ki je totalno iztirila kot influencerka. Samo zato, ker je imela probleme do svojega očeta, ker ga kot avtoriteto ni upoštevala. In zdaj nič na svetu ne upošteva, samo svoje načelo ugodja, samo svoje uživanje. In to so pacienti, ki jih je treba sistemsko zamejiti. In enim norcem morajo psihiatri dati javno diagnozo. Sramotilni steber rabimo, če ćemo mi enkrat priti iz te krize. Mislim, to bomo mi še eno leto tenko piskali z Jokerjev. Sorry, sem not padel. Ja. Ja, Kdo zdaj ampak- odloča, kdo je nor? To sprot za nazaj Ne, ampak ugotovimo? konec koncev na dolgi rok se stvari pokažejo. In jaz mislim, da dokler bomo mi trzali na vsako tako hitro rešitev ali pa na vsako tako domislico nekoga, ki nekaj lansira, se res vedno bolj lezemo k obnašanju virusa. Virus je mrtva stvar. Ne, to meni hčera, ki je študira biologijo, razložila. Virus ni čist živ. Je živ, ko ima gostitelja. Pomeni tudi vsaka ideja, ki se razbohoti, je v bistvu, samo po sebi nič ne pomeni, rab gostitelja, da živi. In zakaj bi mi gostili kakšno tako stvar? Tako kot gostimo te ideje, bomo gostili tudi virus. In če se bomo naučili z virusi živeti, mogoče se bomo naučili tudi s temi idejami živeti malo drugače. Ni treba, da ravno iztrebimo vsako tako stvar, ker se mi zdi, da vsaka ideja, ki na ta način pride prek človeka, ki ima eno določeno psihično strukturo, eno prepričanje, kakorkoli že, zakaj ga to tako pritegne, se mu zdi pomembno to govoriti okoli. Ampak mi se moramo naučiti s tem živeti. In reči, to je znak nečesa, kar ljudje v sebi imamo. Tle se izraža na tak način, pa nekomu drugemu na drugačen, ampak to ne pomeni, da je zdaj to ena sveta resnica, vsaka stvar, ki jo nekdo izreče, pač tako poljubno. In se mi zdi, da to je da se hkrati, ko se učimo razumeti, kaj pomeni ta biološka narava, kaj pomenijo virusi, kaj pomeni se to onesnaženje in vse, kar se dogaja okrog nas in nikoli ne bomo do konca razumeli, se moramo tudi naučiti, kaj pomeni biti človek, kaj pomeni z vso to čustvenim bogastvom živeti. Konec koncev mi se šele zdaj je toliko časa miru, da smo se začeli čustveno malo bolj prebujati. Da ljudje nekaj začutijo, pa jih že takoj strah postane. In pol nastajajo take zanimive ideje in prepričanja, ampak mi se moramo s tem soočati, da človek je nekaj izjemno senzitivnega, izjemno bogatega, zelo negotovega, prestrašenega in če ni povezan, ni šans, da bi uspel znotraj narave izoblikovati eno trdno in varno držo. Jaz mislim, da tisto, kar ljudje rabimo najprej, je varnost. Pomeni to, da se lahko zanesemo na to, da smo znali dovolj hitro informirati drugega, dovolj hitro obrniti, dovolj hitro odzvati, da bomo znotraj te pestrosti biološke uspeli dobiti en prostor, v katerem bomo lahko postali kreativni. Človek, če ni kreativen, če ni varen, je mrtev. Lahko dodam, človek je nekaj norega. Jaz se človekove norosti bojim. Mi moramo vzpostaviti v družbi sistem. In ga imamo. Po tem sistemu smo mi prišli do šolanih epidemiologov, infektologov, biologov, zdravnikov, ki nekaj povejo o tej stvari. Ne more tam ena čistilka na pošti ali pa za okencom soliti pamet celi Sloveniji. Mi moramo sistem vzpostaviti, kjer se bo vedelo, kdo pije, kdo plača, koga poslušamo, čigavo mnenje velja. Ne more mnenje zobozdravnika veljati, ko se tematizira COVID kriza ali pa nekega internista. Mi imamo šolane ljudi, mi imamo Ihana. Temu Ihanu lahko nek sociolog kulture svoje pove, nek filozof, ekonomist. In moramo tim ljudi naj sestavi vlada in naj ima modrece. In potem se mi moramo malo bolj rigorozno držati nekega sistema, ker človek po svoji naravi ne da ni dober, človek je glup. Človeka obvladuje še nezavedno. On po srcu, to niso kar pol ljudi ali pa več kot pol, nima moralne razsodnosti. Postkonvencionalno moralno razsodnost in razsodno moč ima 20% populacije, da ne rečem moških. Tukaj je ženska duševnost malo drugačna. Ženska rab gospodarja, ker je imela kot hčerka tistega fotra, ki je reševal zagato.
In zdaj moramo mi biti zelo previdni, koga bomo poslušali. Tukaj ni kar ene pluralnosti a priori, da bo tam prišel eden z ceste, pa bo rekel, jaz pa takole mislim, maske dol, mene ne bo noben ustavil človekove pravice. Mi moramo imeti nek sistem in v tem trenutku je ta sistem malo bolj rigorozen, da ne rečem, da je kakšna diktatura. Konzervativno se moramo lotiti, tako kot se je Kitajska, pa imamo Kitajsko, ne vem zakaj, ampak oni so se držali ukrepov, so normalizirali družbo, mi jo pa ne moremo. Ukrepov se je držala tudi Italija, pa niso Kitajska, ampak se ni držala zato, ker bi bili pod diktaturo, ampak zato, ker so ljudje mogoče so majčkeno bolj preplašeni, po drugi strani se pa bistveno manj bojijo čustvovanja in so dosti bolj, odnosno so bolj mehki, kakor mi. Pomeni, bolj se mogoče zavedajo ali pa tudi lažje se spuščajo odnose in tam, meni je bilo recimo to od vseh, kolikor sem spremljala načinov ali pa kolikor sem lahko malo odblizu videla, kako se ljudje obnašajo, se mi je zdel ta njihova drža, malo mediteranska, malo tako, se mi je zdela najbolj mogoče fleksibilna ali pa najbolj napredna, no? Najbolj funkcionalna, kljub temu, da smo ravno tako proteste, kakor povsod. Ampak nekaj je v tej kulturi, tej tisočletni kulturi na tem prostoru, kar nekako omogoča, da vedno pride na dolgi rok ali pa tudi na malo krajši, vedno pride ena zdrava pamet skozi. Jasno, da imamo povsod ekscese, povsod imamo različne oblike, kako se ljudje vedejo. In pri nas mislim, da tisto, na kar mi zelo hitro še vedno trzamo, je, da nam je najlažje se počutiti varne, če se razdelimo, imamo nekoga za sovražnika, nekoga za prijatelja in potem se s tem tolažimo. Ne? Če enega zadosti sovražiš, potem bo najbrž šlo tebi boljš ali pa boš lažje to svojo frustracijo prenesel. Mislim, da je tisto, kar daje eno varnost v eni taki situaciji, Roman, boste rekel, da je to diktatura ali pa da je to gospodar, kakorkoli, je to, da na dolgi rok se informacije zbira, govori, išče in da se vztraja. Jaz mislim, da tisto, kar je pri nas ena pozitivna stran ali pa nekaj, kar bo znalo prinesti te dobre rezultate, je vztrajnost te znanosti, vztrajnost pač ljudi, ki se nekako poskušajo z vsemi informacijami sproti ugotavljati, zakaj sploh gre, ne? In nas o tem obveščajo in poskušajo različne metode in teh ukrepov in kako se zavarovati in kaj narediti. In se mi zdi, da tega pri nas je bilo ogromno in to zelo kvalitetnega, tudi Tihan ali pa drugi, ko ste jih omenil. In to bo na dolgi rok bo to ostalo. Ko bomo mi čez 20 let gledali nazaj, jaz mislim, da se bo redko kdo spomnil teh ekscesov. Večina se bo spomnila ene dr. Beovićeve, ki je od prvega dneva do zadnjega dneva iskala eno rešitev, drugo, tretjo dopolnjevala, spreminjala. Vse ljudi, ki so držali ta mainstream ali pa to vztrajnost te zdrave pameti, ki je rekla, lejte, ne vemo, kaj se dogaja, ne poznamo tega virusa, ne vemo, kaj bo, ne vemo, kakšne bojo posledice, ne vemo, a zdaj bojo vsi hudo zboleli ali bojo dolgoročno, ali bojo imeli možgane še bolj okvarjene kot prej, ali kaj, ne vemo, ampak se probamo učiti. Dajte nam povedati, povejte nam, kako se počutite, povejte nam, kaj doživljate, povejte nam, kaj se dogaja, da bomo vsi skupaj poskušali najti en smisel v tem. In jaz sem zato optimistična, ker je toliko tega pri nas obstaja. Tudi, če ne pride vedno na prve strani, pa na najbolj prestižne minute TV programov. Ampak to pri nas je in to bo ostalo. Vse ostalo gre. To, kar je teh hitrih domislic, hitro pridejo, hitro umrejo. To bo pa ostalo. A jaz lahko povem, kaj bomo čez 10 let nazaj tako modro ugotavljali, da smo imeli desno vlado, polovica leve scene pa ni spoštovala teh ukrepov. Mi imamo pridih Balkana. Cel Balkan je lev Balkan. Roman, tudi desno razmišljajoči pa politično desno orientirani ljudje ne spoštujejo ukrepov. No? Tudi res, to se je pokazalo v času epidemije. Tudi se to, ampak zaradi drugega vzroka.
To ni stvar politične opredelitve, ne? Neki drugi vzroki so. Lej, Tudi tudi sam je si rekel, da politična. pri tebi doma pa si ti po mizi udaril, pa otroci se niso hoteli cepiti, čeprav si po mizi udaril. Zdaj imamo pa en problem, ne vem, če je političen ali ni, ampak to pa je, da nam je časa zmanjkalo za to oddajo. Tako da predlagam, da se še kdaj dobimo v tej sestavi, pa nadaljujemo z današnjo debato. Za danes pa dr. Katarina Lija Kompan Erzar, dvojni magister Roman Vodeb, najlepša hvala za vajine današnje komentarje v oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o koroni v družbi, že 676. faktor na TV3. Glejte našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo prihodnji ponedeljek, ko bomo komentirali, zakaj korona gre proti koncu. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.